Poleg traktoristov spomladjo na ceste prihajajo tudi motoristi, kar je še večji problem za avtomobiliste. Traktorjev pač ne moreš spregledati, pa še počasni so. Motoristi pa so tako hitri, da jih še vidiš ne. Zato so jih tradicionalno na varnost opozorili policisti, ki se jim je pridružila tudi strastna motociklistka, predsednica Nataša Pirc Musar, ki se tej zabavi ne misli odreči, čeprav jo na vsakem koraku spremljajo varnostniki. Ko smo se prvič srečali na sestanku, potem, ko sem sprejela funkcijo predsednice, sem rekla, veste, 3 stvari imam. Vprašali so me, kakšni so moji hobiji. Sem rekla, 3 stvari imam, ki jih počnem v zasebnem življenju in ena vam zagotovo ne bo všeč. Hodim na bowling, pojem in vozim motor. In potem eden od varnostnikov reče, aha, meni petje ne bo všeč. To je res... To je kar dilema med temi 3 naštetimi, ampak jaz se strinjam z varnostnikom, ker ne vem, če si želim slišati predsednico, kako poje. Okay. In jaz pravim, takih varnostnikov rabimo več, takih, ki nas obvarujejo, nas pred predsednico in ne kontra. Zdravstvo, nova tema. In ne bom vam povedal, ko je bilo na zadnjem zdravniškem pregledu. Mislim na težave v zdravstvu, ki niso zdravstvene. Skoraj dnevno pa na dan prihajajo tudi afere. V zadnjem času predvsem iz ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra. Med zadnjimi visok honorar za samoplačniško operacijo, ki ga je zaračunal nevrokirurg Roman Bošnjak, pa revizija v naši največji bolnišnici, ki po besedah zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana kaže na korupcijo. Ja, revizija je pokazala, da so nekateri zdravniki obupali nad neskočnimi pogajanji z različnimi vladami in so si kar sami zvišali plače. Recimo tako, da so ustanovili podjetje, od katerega zdaj kupujejo stvari, ki jih potrebujejo pri delu. Seveda po precej višjih cenah. Ali pa je takšno firmo ustanovil njihov sorodnik, recimo žena ali pa brat. Temu se uradno reče konflikt interesov, kar mi je dalo odlično idejo. Lahko bi bil v konfliktu interesov pri oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem. Zaposlil bi vse svoje brate, prvi bi bil kamerman, drugi bi bil režiser, tretji je čez zmeden pa nesposoben. Se pravi, bi šel na mesto Fakin Sajkota na teren. Pa bi mi pa dal pol plače, ker sem mu pač zrihtal službo. So pa v ljubljanskem UKC-ju našli način, kako bodo izkoreninili korupcijo. Služba korporativne varnosti UKC Ljubljana mora nadzirati integriteto samega UKC Ljubljana. Tudi mene, ne samo mojih zaposlenih. Vsi moramo nadzorovati en drugega. Samo tako bomo delovali verjetno vsi pošteno. Nadzorovali bojo vse in drugega. Vas tudi to nekaj spominja. Kakorkoli jaz podpiram popoln nadzor v bolnišnicah, tako bom mogoče zvedel odgovor na vprašanje, ki ga je enkrat zdavnaj postavil znan štajerski poet, če so medicinske sestre spodaj res brez la. Čisto joj. Uhuhu. A vas ne zanima? A sem edini? Ostajamo na Štajerskem. Mariborski župan Saša Arsenovič je nameraval močno podražiti vse občinske storitve od vrtcev do vožnje s pohorsko vzpenjačo. Ampak namero so mu preprečili v mestnem svetu, kjer sta proti njegovim predlogom enotno glasovali celo SDS in Gibanje Svoboda. Kaj ne rečem, očitno je na drugi strani Trojan čist drug svet kot v prestolnici. Kaj jim dajejo te krofe trojanske? Dajmo pogledati, kako je odločitev utemeljil mestni svetnik, nekdanji župan in naš občasni sodelavec Franc Kangler. Mene žalosti, da taka stroka pa taka ekipa lahko danes tukaj predlaga, da nekdo iz Hoč bo moral 30% več plačati gondole. Očitno se vaši gospodje ali pa gospe ne zavedajo, da mariborska gondola ni športni objekt, da gre za javno gospodarsko službo. Ja, na Štajerskem žičnice ne uporabljajo za to, da grejo na hrib športati, ne vem, kolesart, hoditi, smučati, ampak kot javni prevoz od gostilne v dolini do gostilne na hribu. Čuj, to bi zdaj zaprli na Pohorju, pa še odprto, grem s penjačo še en šprice. Sem čak mal, a nismo te šale danes že imeli? Prav ste slišali, to je bila danes že druga šala na račun pijanih Štajercev. Dobrodošli v oddaji Te stereotipi z Juretom Godlerjem. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.